V Kalčku smo tokrat govorili o fermentaciji. Mlečno-kislinska fermentacija je najstarejša obdelava živil, saj poteka po naravni poti tako pri mleku kot pri žitih in zelenjavi. Povzročajo jo različne mlečno-kislinske bakterije, ki so med drugimi tudi sestavni del naše naravne, za zdravje zelo pomembne mikroflore v debelem črevesju. Heda, kaj pa fermentirani izdelki pravzaprav vsebujejo? Vsebujejo vitamine, minerale, vlaknine in je zato naravni probiotik. Fermentirana hrana je zelo pomembna za naše črevesje. Fermentirana hrana pomaga našemu črevesju izboljšati črevesno floro, ker ima vlaknine, minerale, vitamine, se izboljša naša prebava, ki je pomembna za naše življenje. Očisti se strupov. In zdaj, ko smo pred postom, je v bistvu zelo dobro, da to čim bolj ozaveščamo. Tule pred nama je veliko ekološke zelenjave, katera pa je primerna za fermentacijo. Ja, ekološka. Vsa ekološka trda zelenjava. V bistvu vse, kar je trdo, se pravi to, kar vidimo tukaj, zelje, bučke, buče, korenje, repa, kumare, rdeče zelje, vse to lahko, koleraba, vse to lahko fermentiramo. Ne pozabimo tudi na zelišča začimbe, ker se tudi že fermentira. Zakaj? Zakaj je to v bistvu najstarejši način shranjevanja živil. Že toliko let pred nami so ugotovili, več tisoč let, da tako shranjujemo hrano. Vse, tudi sami lahko fermentiramo, se pravi, naribamo zelenjavo, trdo, čvrsto zelenjavo, ekološko, naribamo, shranimo v kozarce, pazimo, da ni zraka, da ni zračnih žepkov, seveda uporablja se še sol, in pa potem dobro zapremo za 2 do 3 tedne in to uživamo. Fermentacija poteka? Fermentacija poteka. Ampak ker imamo ljudje vedno premalo časa, pa pri vas poskrbite za že fermentirane izdelke. Jih lahko nekaj omeniš? Zelo veliko izdelkov imamo v naši ponudbi, seveda so ekološki. In začela bi kar z miso. Miso je zelo pomemben. Imamo hačo miso, rižev miso, potem je seveda slovenski kefir z okusom, potem spet ječmenov miso, tempeh, to je soja, se pravi umeboshi, ki je pasta iz marelic, kombuča, tamari in šuju. Pa bodo naši gledalci vedeli, kje to vse uporabljati. Malce jim namigniva. Dobro. Miso je nadomestek za juhe. Se uporablja namesto soli. Star postopek, ki je narejen iz žit. Kefir se ga lahko uživa, ki je že pripravek. Ima kefirjeva zrnca. Imamo jih tudi v ponudbi, da lahko sami naredimo pripravke. Ječmenov miso isto. Se pravi, za juhe žličko razmažemo po krožniku, prelijemo toplo vodo in imamo že pripravek za juho. Fermentirano juhico. Fermentirano. Hkrati tudi razstruplja, kar je pa zelo pomemben podatek. Recimo nekdo, ki je radioaktivno obseven ali karkoli, je s tem pomoč črevesju, da se čisti. V bistvu vsa fermentacija to dela, da se čisti naše tkivo. Pripravek je tudi za kruh, se pravi za kislo testo. Tempeh je fermentirana soja. Uporablja se ga lahko kot takega, kot pripravek, lahko se ga popraži, nadomestek mesa. To je to. V bistvu lahko se uporablja kjerkoli. Popraži za, naprimer, tortilije, za omake, za karkoli. Umeboshi slive je krasen kupljen izdelek, ki ga žal nimamo tukaj, pa bi ga lahko tudi naredili iz marelic. Če smo prehlajeni, zelo je slan, ker je pač fermentiran, takrat se uporablja sol, se ga vzame žličko, 2, 3 na dan
in zelo veliko pijemo. To v bistvu je naravni antibiotik, tako kot vse ostalo. Kombuča je iz gobe, kombuče z zelenim in črnim čajem, se ga uporablja tako na potovanjih, lahko kar tako za sabo za službo, popijemo in izboljšamo, ker pač nimamo vedno časa za pripravek, za kuhanje, je to krasen nadomestek. Šuju in tamari. Šuju je mešanica, tamari je čisto iz žit seveda in se ga uporablja v kuhinji namesto soli, izboljšanje okusa. Ampak danes sva želeli našim gledalcem povedati to, da so fermentirani izdelki veliko bolj zdravi in prijazni naši črevesni flori, našemu črevesju in jih zato res vsi lahko samo priporočamo. Tako, jaz si želim, da bi čim več ljudi s to vdajo ali pa s to informacijo podali in ozavestili in s tem pripomogli k našemu boljšemu počutju.